Če se vam zdi, da je Evropska prestolnica kulture sestavljena le iz velikih, bolj ali manj odmevnih projektov, se motite. Mariborske ulice in trgi namreč skrivajo marsikaj zanimivega. Zato smo se podali na lov za tistimi pridobitvami kulturne prestolnice, ki jih povprečen obiskovalec na prvi pogled težko opazi. Če ste se v zadnjih tednih odpravili po nakupih v središče mesta, ste morda opazili stare fotografije, ki krasijo nekatere mariborske izložbe. Lokali nekaterih, oziroma izložbe nekaterih lokalov mariborskih v osrednjem delu mesta so napolnjene s fotografijami, in sicer so to fotografije iz projekta, ki se imenuje Izložbe, in jo pripravljata skupaj EPK in Pokrajinski arhiv Maribor. Osnovna ideja tega projekta je bila v tem, da bi nagovorili na nek način lokale v mestnem jedru, da pristopijo k dogajanju, da sami na nek način s tem, da dajo svoje izložbe na razpolago, na nek način popestrijo mestni videz. Ideja za razstavo je bila ta, da predstavimo predvsem tiste fotografije, ki so redko kdaj videne. Kljub temu pa smo predstavili tudi fotografije, ki prikazujejo mestne znamenitosti, ulice, trge, pa tudi polaganje plinovoda v Smetanovi ulici, polaganje vodovodnih cevi na glavnem trgu, potem mestni park v različnih časovnem obdobju, recimo po zimi leta 1903, pa potem mestni park v 60-ih letih. Skratka, prikazano je življenje v mestu od leta 1870 do leta 1970. Gre za to, da nagovarja mimoidoče, ki fotografije v izložbah opazijo, ne opazijo ali pa opazijo, da si sledijo in jih začnejo potem pač ogledovati. Pravzaprav na nek nevsiljiv način. Če ste v zadnjih dneh v Mariboru slučajno videli katerega izmed teh znakov, pa niste vedeli, čemu služijo, naj vam damo namig. Če greste mimo katerega, potem izkažite kakšno drobno pozornost komu, ki vam veliko pomeni. Pa naj bo to prijatelj, partner ali pa najljubši hišni ljubljenček. Te v bistvu ne prepovedujejo, ampak pa tudi ne zapovedujejo, vsaj upam, da ne. Ampak tako želim si pa, da ko si recimo kdo kakšen znak opaz, pa recimo, da pride pač neka ta ideja naklonjenosti do posameznika, v tem pozitivnem smislu. Meni se zdi, da jaz vedno narišem to, kar si pač jaz sama želim za sebe, da bi jaz bila taka, da bi čim več ljubezni izkazovala drugim in seveda drugi meni, ker to si vsi želimo. Tako da jaz mislim, da to je namen. Če pa ste bolj kot nad deljenjem ljubezni navdušeni nad raziskovanjem mestne zgodovine, vas lahko kje preseneti kakšen delček mestnega obzidja. Z svetlobnim mestnim obzidjem, s tem projektom probamo vzpostaviti neko na nov način, ponovno mestno srednjeveške obzidje. Uporabljamo v tem primeru svetlobne objekte, talne označitve in grafične predloge na mrežnih konstrukcijah. Kot vidite, naša prestolnica kulture le ni tako dolgočasna, kot bi si mislili na prvi pogled. Le nekoliko bolje morate pogledati.